Kljub opozorilom, ki so jasna kot beli dan, ljudje v svojih avtomobilih še vedno puščajo dragocenosti. Očala, navigacije, mobilni telefoni in celo denarnice kar kličejo nepridiprave. Zmeraj pa res puščam denarnice, druga pa ne. Opozorila policije očitno ne zaležejo, slabe izkušnje pač. Smo upokojenci nekaj za ukrest. Pa recimo vedno pazite, da ne puščate takih vidnih. Vedno pazimo, ja, ker imamo take slabe izkušnje. Kakšne pa? Take, da so nam kaj ukradli z avtomobile. Ne smeš imeti razstave v avto. Mora biti kar pospravljen, tudi če je kaj. No, saj mislim, psihološko bolj deluje. Da ni vabilo v avto. Tveganju, da bi vam tatovi vlomili v avtomobil, se lahko izognete, če sedete na avtobus. A tudi tu morate biti previdni, saj žepari lahko hitro izkoristijo gnečo in vašo nepripravljenost. Storilci velikokrat izkoriščajo nepozornost, nepazljivost ljudi, kotijo svoje predmete oziroma stvari prenašajo v odprtih torbah, pletenih košarah, to so prava vaba za tatove. Torbice imejte vedno na očeh, vrednejše predmete pa raje pustite doma. Nikoli torbice pa te glavne osebne ne nosi z sabo. Imam ponarejeno, ker sem že bila 2-krat ukradena. Tarče tatov z lepljivimi prsti so namreč največkrat prav starejši. Skoraj sem stala, ko on mi je pa segel v taško, ampak tisto, ko grem na trg. In kaj vam je ukradel? Ja, tisti denar, ko nosiš s sabo, pa denarnico, pa osebno, zdravstveno, pa vse. Pred nepridipravi niso varni niti grobovi. Rože so ukradli dol, posajene, pravkar posajene so ukradli. Zato se ne čudite, če se bo po noči za rožami, ikebanami in svečami, ki ste jih danes prinesli, izgubila vsaka sled.